Tisti, ki me poznajo dobro, vejo, da se dejansko pred problemi ne ustavim. Tam, ko pravi, drugi se ne da, meni še lezijo, da se da, da dokažem, da se da, ne. Zato jaz pravim, zdajle, ali bomo jokali, ali bomo pa zagrabili, ne. In naš program je, da bomo zagrabili. Zagrabili bomo tako, da računamo, da se nam v prihodnosti v Sloveniji sedilo med in mleko, ne? Kar je tudi pred vami, ampak to s poudarkom med slovenskega čebelarja in pa mleko slovenskega predelovalca oziroma živinorejca, ne? Mi pač vas danes nismo postregli s kavo in pa z vodo. Računamo, da boste malo pozneje zatrkovali za to, boste tole lahko z veseljem odnesli tomu, mogoče tudi svoje rodništvo in podelili že del tega mleka in meda, že okusili, kako bo, ko bo Slovenska ljudska stranka vodila to državo. Hvala, Robe. Morda samo povedali, kakšne aktivnosti sledijo, kaj to pomeni predstavitev po posameznih občin, z župani, kako ste se zamislili to kampanjo 2. decembra. 2. decembra? Mi smo mislili kampanjo, pa da to 2. decembra. Od nas naprej. Vsekakor se bomo pojavljali tudi v ostalih občinah. Vse pravzaprav jaz se v teh občinah pojavljam skoraj tedensko, ne. Mogoče ne glih v poslopju občine, pa tudi včasih, ampak na terenu pri problemih. Seveda smo srečali tudi z ljudmi. Mi smo le ljudska stranka in naše kampanje usmerjene v ljudi. To se pravi, stik z ljudmi je tisto, kar bi naj bila naša kampanja. Obvladamo pa tudi sodobne medije, kar pomeni internet, Facebook in vse ostalo. No, ampak ne bi bili mi, če ne bi, tako kot je Roman rekel, šli do ljudi. Tako da, Roman je, mislim, da lahko tudi povem zdaj, če se že neformalno zaključil, spomnil še en zadnji pogoj, ki ga imel pri meni včeraj, da je pogovore o protipoplavnih ukrepih pripeljal tako daleč, da bo zadeva, mislim, da zdaj mogoče še letos celo šla v realizacijo, protipoplavni ukrepi v Celje, da se bo Roman lahko malo več kampanji posvetil. Namreč to je dejansko zahtevalo ogromno časa, tudi zadnja 2 dni praktično ves službeni čas je tekel pravno okoli teh pogovorov, ki smo si jih, oziroma reševanje problemov, ki smo si jih pa ne nazadnje sami naredili. To, kar so prej kolegi govorili, Slovenijo smo zbirokratizirali do te mere, predvsem z podzakonskimi predpisi, da se potem srečujemo s takimi absurdi, ko hočemo rešiti nek problem, kar poplavna varnost je, ni dileme, da je moramo narediti, da nam pridejo evropski svetovalci iz Jaspersa pa rečejo, ja, imate predpise take, da ne veš, kaj bi prej naredil, ali prej presojo vplivno okolje, ali prej gradbeno dovoljenje. Skratka, zakonodaja je popolnoma zavozlana. Ko govorim zakonodaja, mislim tudi podzakonske akte, ki sploh naš župan žulijo. Jaz sem tudi takrat, ko sem rekel, da zahtevamo upravno administrativno avtonomijo, da bomo to zahtevali, imel v mislih predvsem podzakonske akte. Kjer so si posamezni birokrati v ministrstvih, ki so ponovadi avtorji teh podzakonskih aktov, vzeli pravice, ki po mojem mnenju nimajo in ne gredo, ker je zakon o lokalni samoupravi, ustava jasno razmejila pristojnosti lokalnih skupnosti in države in ne gre za to, da bi mi zahteli več pristojnosti, ampak tisto, kar so naše pristojnosti, želimo sami upravljati, odločati, urejati, sicer po občin sploh ne ravno. Ne vem, zakaj smo potem ne. In definitivno mora biti to eden prvih korakov prihodnje vlade, kakršnakoli že bo, verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka v tej vladi, tako kot zdaj, kot se kaže, bo ravno ta deregulacija. Celo predsednik Računskega sodišča, jaz mislim, da je kak mesec nazaj se ga po radiju poslušal, rekel, sam, to je pa neverjetno, kak je Slovenija prenormirana država, da imamo 3-krat preveč predpisov, če se tako plastično zdaj. Kač pa mi smo vsi veseli, da se volitve so se začele, da se tak kaos preneha, ne? To predvsem mi, ki smo na lokalnem nivoju. In upam, da ljudje ne bodo pozabili, kdo ga je povzročil, ne samo tisti, ki je bil zdaj na vladi, ta mandat, ampak tudi tisti, ki so podpirali to vlado. Kot predsednik ljudske stranke na prejšnji volilni kampanji zelo jasno spominjam, kdo je odločno podpiral levi trojček.
Mislim, da tisti